Kakšna je pot do nje? Tako se glasi naslov knjige mlade pisateljice Maje Monru, ki se je lotila nenavadne misije – osvestiti moške o njihovi neizmerljivi sposobnosti ljubiti žensko na poseben način. Maja, ki živi in ustvarja na Dunaju, si je zadala cilj – ljudem pripovedovati o tem, kaj je resnična ljubezen. Ne tista iz pravljic, pač pa tista prava, globoka in brezpogojna, v katero večina ljudi več ne verjame. Vizija knjige pa je moške opogumiti pri tem, da ljubijo žensko na moški način, na svoj način in na tak način spodbudijo ženstvenost v njej. Sporočilo knjige bi lahko rekla, da se veže tudi na našo izvorno ženstvenost pri ženskah in izvorno moškost pri moških in da je to nekakšna pot do tistega osvobojujočega odnosa. Ocenjuje, da je svoje ugotovitve na podlagi opazovanj, razgovorov s prijatelji in tujci zapisala na način, ob katerem se bralec počuti udobno in domače. Prijatelji in družina pa, da so ji dajali navdih in jo opogumljali. Velikokrat pač otrok nekako ne ve točno, bi nadaljevala, ne bi nadaljevala, je na pravi poti, ni na pravi poti. In jaz sem jo ves čas spodbujala tako ali drugače, da je nekako mora to, kar čuti v sebi, napisati, spraviti na papir in vnovčiti. Moje mnenje je pozitivno in mislim, da ima kar prihodnost. Tako da priporočam vsakemu in tudi vsaki, da pač pokloni svojemu partnerju, da bo videl, zakaj se gre. Ker si tudi sama želi, da bi knjigo lahko res prebral vsakdo, kjerkoli po svetu, se je odločila, da pisateljstvo združi s podjetništvom. Pisatelj rabi sredstva za odskok, tako kot rabi vsak mladi podjetnik sredstva za odskok. Sem nekako videla, da Kickstarter mogoče bi bila najbolj ustrezna pot do tega, da zberem sredstva za samo založbo in knjigo spravim okoli sveta. Spletna platforma je lahko priložnost za slovenske bralce, ki bodo med prvimi v zameno za svojo podporo v kampanji prejeli podpisan slovenski izvod knjige. Še ta mesec pa naj bi angleški prevod lansirali na globalni trg. Preverimo še, kaj se ta konec tedna dogaja v naših krajih. To soboto, 5. marca ob 9. se lahko udeležite prvega brezplačnega tečaja samoobrambe Hapkido, ki ga prirejajo v veliki dvorani mestne četrti Koroška Vrata na Vrbanski. Pogoj je le, da ste starejši od 10 let. To soboto od 12. naprej lahko greste na dan odprtih vrat Valdorfskega vrtca Maribor Mavrična dežela. V soboto ob 19. pa si lahko v Hramu kulture Arnolda Tovornika ogledate komedijo Agencija za ljudi. Za sklop praznovanj 80-letnice Zinke Zorko so jo pripravili porabski Slovenci. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletu na bktv.si in na Facebook strani BKTV kanala. Želim vam prijeten konec tedna. Nasvidenje!